nekaj spregovorila o hvaležnosti. Torej, v Novi Sloveniji, krščanski demokrati, smo ponosni na svojo državo in hvaležni vsem, ki smo decembra leta 1990 glasovali za samostojnost. Hvaležni smo vsem, ki so postavljali temelje te države na čelo z Lojzetom Peterletom in slovenskimi krščanskimi demokrati. Hvaležni smo vsem, ki so jo branili in ubranili in obžalujemo, da so nekateri morali za to državo dati tudi svoja življenja. Hvaležni smo vsem prijateljem, krščanskim demokratom v Evropi in po svetu. Lojze Peterle za osamosvojitev ni nič manj zaslužen od kogarkoli drugega v Sloveniji, od mnogih pa precej bolj. Njegov dostop do voditeljev sveta, od papeža do Kola, je bistveno pripomogel k mednarodnemu priznanju Slovenije. Takega dostopa ni imel nihče drug v Demosu, pa tudi sicer je prav njegova zmirnost v tistem času omogočila neodvisnost Slovenije, zato smo našemu članu, krščanskemu demokratu Lojzetu tudi zelo hvaležni. Hvaležni smo tudi vsem Slovencem po svetu, v zamejstvu, ki so pripomogli k priznanju samostojne Slovenije. Opravili so veliko nalogo, med temi bi omenila tudi nadškofa Šuštarja, o katerem piše naš poslanec Jernej Vrtovec v svoji knjigi, kajti tudi on je imel veliko zaslug za priznanje Slovenije. Nekaj dosežkov, na katere smo Slovenci lahko upravičeno ponosni. Torej, Slovenija je z osamosvojitvijo postala tudi demokratična država. Uvedli smo že predtem večstrankarski sistem. Nastala je, dobili smo svobodo govorov, svobodo govora, svobodo medijev, svobodo izražanja in tudi svobodo izražanja verske pripadnosti, kar vse je bilo prej oteženo, včasih tudi onemogočeno. Sami smo, mi, ki smo živeli v času Jugoslavije, smo to občutili na svoji koži. Mnogi od vas, ki ste mlajši, ste morda za to slišali in niste doživeli, mi pa vemo, kako je takrat bilo. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo in v NATO so se za Slovenijo zagotovo odprle nove možnosti in nove priložnosti. Prišlo je do hitrejšega razvoja gospodarstva, prosti pretok delovne sile, blaga in storitev. To slišimo vedno, ko se srečujemo z našimi podjetniki, ki pravijo, da jih izvoz rešuje, ker ko izvažajo v države, kjer poznajo plačilno disciplino, pravijo, da to rešuje njihovo poslovanje in njihov obstoj. Schengen je vse to še pospešil. Dobili smo stabilnejšo valuto evro, ki je nadomestila tolar, še prej jugoslovanski dinar. Mi, ki smo bili v takratni Jugoslaviji, vemo, kako hitra, kako hitro rastoča je bila inflacija in da smo na koncu celo neki trenutek črtali 3 ali 4 nule, ker nismo znali več prebrati, koliko denarja smo zaslužili oziroma bili smo milijonarji. Ja, vsi smo bili milijonarji, ja. Zagotovo je evro omogočil in nam omogoča tudi večjo stabilnost in pa nizko inflacijo. Zagotovljena je tudi varnost državljanov. Slovenijo še vedno uvrščajo med najbolj varne države, tega smo lahko veseli, na to smo ponosni, ko gremo po svetu, vidimo, v kakšnih razmerah živijo mnogi ljudje, prav zaradi povečanega kriminala in zato smo lahko zadovoljni, da imamo varno državo. Tudi v Sloveniji je omogočeno, da večina mladih ljudi se lahko izobražuje na vseh stopnjah in tudi zato moramo biti hvaležni. Z demokracijo smo tudi dobili možnost za svobodno gospodarsko pobudo. Nastajala so nova družinska, mala, srednja podjetja v privatni lasti, kar je prej bilo zelo oteženo. Povečalo se je tudi čezmejno sodelovanje in zaposlovanje in mnogokrat na ta račun smo reševali in tudi danes rešujemo preveliko brezposelnost v Sloveniji. Seveda so se v tem času dogajale tudi napake in stranpoti. Prehiter razpad Demosa, ki ni dokončal tranzicije in postavil jasnih in pravičnih pravil lastninjenja podjetij in ni še mogel dovolj utrditi demokracije, je zagotovo bila napaka.
še ne dokončno razčiščena zgodovina v zvezi z medvojnimi, povojnimi poboji po drugi svetovni vojni, vse to nas obremenjuje žal še dan danes. In delitve na podlagi te nerazčiščene zgodovine. Zaradi neimenovanja resničnih krivcev oziroma odgovornih za ta dejanja se krivda prenaša na vse pripadnike ene ali druge strani. Če bi imeli dorečene, če bi vedeli, kdo so pravi krivci, če bi jih poimenovali, potem se ne bi to prenašalo na vse sloje prebivalstva. Žal se ta tematika zlorablja in omogoča tudi to zlorabljanje, omogoča tudi, povzroča lahko delitve. V Sloveniji tudi opažamo nezadostno delovanje nadzornih institucij in pa pravosodja. Zaradi tega imamo tudi divje lastninjenje, krajo nacionalnega premoženja. Bili smo priča ropanju državnih bank in prikrivanju odgovornih. Kadrovanje na pomembne položaje v državnih podjetij. Prednost ima žal politična pripadnost, ne pa znanje, sposobnosti, poštenost, odgovorno in gospodarno ravnanje. Žal čutimo tudi pomanjkanje politične kulture, tako pri nosilcih političnih funkcij, kot pri državljanih, ki žal velikokrat nimajo pravih objektivnih informacij. Odličen faktor je tudi ideološka pripadnost. Lik voditelja, odločilen faktor na volitvah je žal ideološka pripadnost, lik voditelja, ne pa program, rešitve, odgovorno delo, poštenost. Žal te vrednote niso na prvem mestu. Premajhna pluralnost in objektivnost medijev za boljšo orientacijo državljanov pri izbiranju in na volitvah in pri ustvarjanju javnega mnenja. Zbirokratiziranost javne uprave in dolgotrajni postopki, ki dušijo razvoj Slovenije. Poznamo tudi premalo spodbudno gospodarsko okolje, ki bi pritegnilo nove investitorje. Seveda bi našli lahko še več napak in stran poti, vendar to ne sme biti v ospredju v času, ko praznujemo, moramo pa se tega še kako zavedati. Na kaj smo pa v Novi Sloveniji najbolj ponosni? Seveda smo vsi ponosni na lepote dežele in tudi na sposobne ljudi, ki so v Sloveniji. Prepričana sem, da vse možnosti za razvoj naše države še nismo izčrpali. Odpraviti moramo te pomanjkljivosti, ki sem jih prej naštela, in dati novo upanje ljudem in pa delati v tem duhu iskanja pravih rešitev za Slovenijo. Kaj nas v tem trenutku skrbi? Skrbi nas kriza v Evropski uniji. Prepričani smo, da Slovenija mora obstati znotraj Evropske unije, da Evropska unija je tista, ki omogoča, zagotavlja večjo varnost, ki omogoča večji, boljši gospodarski razvoj, kajti Evropska unija je tista, ki nas združuje, povezuje, čeprav ima svoje težave, zato da smo tudi bolj konkurenčni v primerjavi z drugimi kontinenti in državami. Skrbi nas tudi poslabševanje varnostne situacije v svetu in pa številni begunci. V Sloveniji pa je zaskrbljujoča demografska slika, zato nas skrbi tudi prihodnost našega naroda. Prav tako nas skrbi razglašena vlada, ki se ukvarja s kupčkanji in kadrovanji, namesto s pomembnimi reformami. Slabo upravlja tudi državno premoženje in zato se nam dogaja novo nepregledno lastninjenje. Neuspešno iščemo odgovorne osebe za stanje v bankah v državni lasti. Nastajajo tudi nove bančne luknje. Žal, mladina, izobražena mladina odhaja v tujino, ker zanje ni doma ustreznih delovnih mest. Skrbijo nas tudi slabe pokojnine in povečevanje revščine. Zaskrbljujoče je tudi stanje v kmetijstvu. Imamo premajhno samooskrbo z domačo prehrano, kar je strateškega pomena za vsako državo. Nekdo je dejal, v Švici se dobro zavedajo, da zlata in denarja ni mogoče jesti, zato zelo podpirajo svoje kmetijstvo, čeprav deluje v težkih pogojih in razmerah. In tega bi se tudi morali v Sloveniji še kako zavedati.
Skrbijo nas tudi politične delitve in pa spodbujanje nestrpnosti. Kaj bo naredila Nova Slovenija? Še naprej bomo iskali in tudi predlagali prave rešitve za probleme današnjega časa. Spodbujali bomo dialog in sodelovanje, ne pa nepotrebnih delitev. Delali bomo za resnico, pravico, delali bomo pošteno in odgovorno na vseh nivojih političnega delovanja. Želimo pa si tudi boljšo politično kulturo, zato bomo postavljali v ospredje cilje in rešitve za boljše življenje naših državljanov. In na koncu še čestitke za praznik. Čestitamo vsem Slovenkam in Slovencem, vsem slovenskim državljanom in državljankam, vsem Slovencem in Slovenkam v zamejstvu in po svetu za naš praznik, ko praznujemo 25-letnico naše države, samostojne Slovenije. Ker jo imamo radi in smo na njo ponosni, si bomo še naprej prizadevali za njeno rast, razvoj in za bolj kvalitetno življenje vseh ljudi v naši domovini. Vse razloge imamo za proslavljanje neodvisnosti. Ni vse idealno, veliko dela nas še čaka. Prepričana pa sem, da smo med 20 najboljšimi, najbolj uspešnimi državami sveta. Čeprav sem prepotovala mnogo dežel sveta, lahko rečem, da še nisem prišla v deželo, ker bi rekla, tukaj bi rada živela, tako da je Slovenija moja prva, edina domovina in mislim, da tako čutijo in mislijo tudi mnogi Slovenci oziroma večina Slovenk in Slovencev, zato nam ni vseeno in zato moramo za to domovino vse narediti. V Novi Sloveniji si tudi želimo, da pametni in sposobni ljudje potegnemo za seboj vse ostale, vse naše poštene in dobronamirne ljudi, ki hočejo dobro tej domovini. Demokracija je za svobodne, pametne, ponosne in pogumne ljudi. In mnogi bi nas Slovence radi prepričali, da pač to nismo. Mi smo prepričani pa, da smo in da lahko iz te naše države naredimo še več. V Novi Sloveniji verjamemo v samostojno Slovenijo, naše ljudi, iskrene čestitke tudi vsem vam, ki poročate in vam želim, da bi tudi lahko poročali o čim več dobrih zgodb iz te naše Slovenije in da bi tudi na svoj način pripomogli k objektivnemu poročanju o stanju v naši državi in pa da bi se vsi skupaj tega znali tudi veseliti. Torej iskrene čestitke vsem.